Tako, nov dan in Nova Slovenija je spet na terenu, tokrat na Notranjskem. Namreč celotna poslanska skupina Nove Slovenije danes se udeležuje celodnevnega obiska v Notranjski regiji z enim samim namenom, da slišimo ljudi, da slišimo župane, da slišimo podjetnike in obrtnike. Kaj je tisto ključno, kar potrebujejo, da se tudi Notranjska regija razvija in da gre naprej. Poslanci Nove Slovenije smo z veseljem prisluhnili vsemu temu, kar nam podjetniki, obrtniki, zavodi ter seveda župani nekako govorijo, da je potrebno storiti, in seveda te stvari bomo potem implementirali v državnem zboru, če ne pod to vlado, kot opozicijska stranka, pa potem naprej, ko bo Nova Slovenija v vladi v naslednjem mandatu. Ja, obrtniki in podjetniki dejansko v en glas govorijo, da je problem imeti pozitivno poslovno okolje pod takšno vlado, kot jo imamo danes, kajti sprejema odločitve zelo ad hoc, brez neke predvidljivosti. In na drugi strani se to višanje davkov, ta davčni primež, ki ga izvaja ta vlada, še kako občuti tudi pri tem, da imajo obrtniki in ljudje vedno manj denarja v denarnicah, kar pomeni potem slabše plače za tiste, ki delajo. In odprli smo številne teme, od infrastrukturnih projektov, ki seveda stojijo v teh krajih, nič se ne premakne, kot tudi do odnosa, ki ga ima država do gospodarstva. Želijo si pozitivnega poslovnega okolja, županici pa predvsem želijo posluha države do infrastrukturnih projektov, do razvijanja občine, Cerknice, Logatca in ostalih občin, torej, ne pa da te projekti danes stojijo in se v bistvu nikamor ne premaknejo. Če želimo namreč zagotoviti dobro in kakovostno življenje za ljudi, stoječe gospodarstvo, potem je zagotavljanje primarne infrastrukture ključnega in edinstvenega pomena. Župani so nas obvestili, da ko so bili na srečanju z gospodarsko zbornico, je bilo sicer žal negativen podatek, da je naša regija praktično nazadovala tako po kupni moči kot tudi po dohodkovni. Današnji obisk je namenjen temu, da smo gospodarstvenike, katere smo v dopoldanskem delu obiskali, poslušamo in seveda, da najdemo neko skupno točko, na kateri točki je potreben preboj tudi za našo regijo, zato da bojo naši otroci in naša mladina v tej regiji ostajala, da bo imela dobro plačena delovna mesta in da se bojo tukaj ustvarjali tudi svoje družine. Trenutno, lahko rečem tudi nekoliko lokalna politika, predvsem pa državna politika, se obnaša do te naše regije mačehovsko in sem vesela res, da so moji kolegi in nekdanji ministri poslušali te pripombe, tako gospodarstva kot tudi direktorjev javnih zavodov, domov za starejše v Cerknici, v Logatcu, kot tudi zdravstvenega doma, da je potrebno te kraje seveda obravnavati tankočutno in predvsem pa, da je potrebno tukaj usmeriti več energije, več projektov v izgradnjo nekih normalnih, dostopnih infrastrukturnih poti, obvoznic in seveda tudi do ljudi, da se jim omogoči neko dostojno plačilo za njihovo delo, ki si ga zagotovo v tej regiji vsi zaslužimo.